Pozdravljeni, pred vrati so praznični dnevi in to so tudi dnevi, ki prinašajo dobre može, kot radi rečemo. Zato je zdaj z nami v studiu specialni pedagog Marko Juhant. Pogovarjali se bova predvsem o darilih, ki jih ponavadi dobijo otroci ob takšnih priložnostih. Ali je vsega preveč, kakšna darila kupiti, vse to mi bo povedal gospod Juhant. Pozdravljeni. Dober dan. Najprej povejte, ali menite, da je teh dobrih mož enostavno preveč in da bi morali nekako izbrati, ob kateri priložnosti bodo otroci res dobili darila, ker če je tukaj Miklavž, pa potem Božiček, morda še Dedek Mraz, se zdi, da je vsega preveč. Pravzaprav je to stvar tradicije v družini. Jaz mislim, da je prav, da se kar držijo tradicije, da pa poskrbijo, da se te stvari nekako razdelijo. Kdo, kdaj, kje in kako, ker drugače se zgodi tako, da otrok se postavi v vrsto, da rokce takole in reče naslednji prosim. In ga ne zanima, kaj dobiva, samo da dobiva, ni zadovoljen s tistem, kar je dobil in tako naprej. Prva stvar, ki velja za vse te praznike, je, da starši v imenu teh, ki bodo prinesli, ne smejo ničesar dokončno obljubiti. Treba je namigovati na to, da morda pa bo, ker potem se otroci čisto drugače obnašajo in se v njih razvije nek občutek, ki ga imajo radi. Mi pa tudi, to je pričakovanje. Zdaj, ta pričakovanja so pogosto pri otrocih kar velika in nemalokrat se zgodi, da celo niso zadovoljni z darili, ki jih dobijo za te priložnosti. Tukaj bi morali verjetno tudi starši odigrati neko pametno vlogo, mu razložiti, da ni bistvo samo količina daril in vrednost. Tako, tudi kaj sploh pride v poštev, zato moramo že starši vedeti, kako in kaj. Zdaj, po tradiciji, recimo, če vzamemo tega prvega, Miklavža, ta je nosil malo. In po tradiciji je bilo nekaj sadja, morda nekaj sladkega, zraven nekaj za obleč, nekaj malega, rokavice, kapa ali kaj takega. Če so bila zelo bogata darila, potem je bilo zraven še kakšna igračka. Vendar je bila to praviloma vedno majhna igrača v enem kosu. To ne more biti telefon, ker je telefon pa polnilc. To sta dva kosa. Ja? V enem kosu. Majhne vrednosti. Igrača v enem kosu. Ja. So kakšna pravila, kakšna naj bo vrednost teh igrač, da ni preveč, ali se pač to prilagaja glede na proračun družine, glede na to, kaj je otrok že prej dobil, česa ne? Ja. Proračun je gotovo ena taka modra omejitev. Zdaj, če imamo dovolj in še več, nam pa to čisto nič ne pomaga, ker smo nekako morda že izgubili občutek, koliko je res tisto primerno. Potem pa pogledamo po preprostih načinih. Izberemo eno tako vrednost, ki za nas predstavlja pravzaprav še vedno malo. Za otroka, če bi dobil pa denar v tisti vrednosti, wow, koliko sem dobil. Ena taka orientacija, po katerih stvarih posegamo, je pa zelo enostavno. Vedno razmišljamo o 4 kategorijah daril. Prvo darilo je nekaj za pojest, običajno nekaj sladkega, slanega, suhe fige, sadje, podobne stvari. Nekaj za obleč, nekaj za prebrati in nekaj za poigrati se. Torej, z teh 4 kategorij, če jih izbiramo ali pa kombiniramo ali pa posamezne od njih, pravzaprav težko zgrešimo. Hudo pa je na 11 mestih, kjer otrok lahko dobi darila, v očetovi službi, mamini službi, pri župniku, pri gasilcih in tako naprej, veste, v šoli in tega je ogromno, da povsod dobiva enaka darila ali pa da so darila nazadnje vsakdo kar tekmuje, kdo bo dal več. To je nevarnost tudi pri dedkih in babicah. Pogosto smo tudi v dilemi, kaj kupiti kakšnemu sorodniku, če ima že vse, pa nekako čutimo dolžnost, da moramo kupiti še kakšno igračo. Kaj storiti v takšnem primeru? Kupimo izkušnjo. Kupimo karto, stopnico, kupimo karto za železniški prevoz do ne vem kje, kupimo zdajle, bodo mogoče spet muzejski vlaki vozi. Poiščemo tisto, kar otroka res zanima. Ena od najboljših nagrad, za katero sem kdaj slišal, je bil družinski izlet, ko so šli se po zimi z biciklom skozi Peco, torej tam, kjer je urejena
kolesarska pot pod zemljo. In ta izkušnja je bila za otroka neprecenljiva. In je že mnogo let, za otroka mnogo let, ker se je to zgodilo, ampak on še vedno sanja o tem, kakšno lepo darilo je to bilo. Bi morda priporočili, katerih igrač pa res ne kupovati, katerih izdelkov ne, da se vam zdi res neprimerno, kakšne računalniške igre? Vse, kar ima monitor oziroma ekran. Kar ima ekran, verjemite mi, da je otroku škodo. Še posebej, če to dobi kot darilo, potem imajo starši veliko težav, da lahko omejijo ali pa vsaj razumno postavijo uporabo teh naprav. Najlepša hvala za obisk, gospod Marko Juhant, in prijetne praznike.